Spoštovane dame, spoštovani gospodje, lep pozdrav, dober dan želim. Jaz sem Tomo Vankmiller in sem predsednik veterinarske zbornice. Na moji desni je predsednik sekcije veterinarjev praktikov magister Marjan Tacer in na moji levi je predsednik oziroma nadomešča predsednika sekcije Svirdi, predsednik te sekcije je profesor dr. Andrej Kirbiš, nadomešča ga pa danes magister Jure Pip, ker je pač profesor Andrej upravičeno zadržan. Še enkrat lep pozdrav vsem skupaj. Naša zbornica je imela pred kratkim volitve in volitve so en tak dogodek, ko se nekatere stvari pregledajo, ko se začne z novim delom, z novim vodstvom in se tudi je treba malo ustaviti in pogledati, kaj in kako za nazaj in kaj in kako naprej. Zato smo danes organizirali dogodek, v okviru katerega smo povabili tudi vas, novinarje, da vam predstavimo zbornico. Naš namen je, da opozorimo na naše delo, da dvignemo prepoznavnost in da tudi poglobimo naše sodelovanje z vami, novinarji, kajti skozi vaše delo vi obveščate in ozaveščate javnost, mi pa vedno to pri svojem delu ne znamo in tudi ne zmoremo. Veterinarska zbornica Slovenije je neodvisna poklicna organizacija doktorjev veterinarske medicine v Republiki Sloveniji, ki zastopa in uveljavlja poklicne, ekonomske in socialne interese svojih članov. Naša zbornica ima 1070 članov, razdeljena je v dve sekciji, eno je sekcija veterinarjev praktikov in druga sekcija se imenuje Svirdi, to so veterinarji, ki delujejo v vzgoji, izobraževanju, raziskovanju in industriji. Imamo pa tudi upravo veterinarske zbornice, ki šteje 4 člane in tej upravi, to upravo vodi naša direktorica, gospa Anita Kermauner. Kaj veterinarska zbornica počne? Naloge veterinarske zbornice so zelo različne. Zelo pomembna naloga je ta, da ima zbornica tudi je nosilec javnih pooblastil. Kaj to pomeni? To pomeni, da naša zbornica v okviru javnih pooblastil podeljuje licence, opravlja verifikacije, zadolžena je zbornica skozi javna pooblastila tudi za stalno strokovno izpopolnjevanje veterinarjev. Delujemo tudi pri sledenju evropski in naši slovenski zakonodaji in kjer smo poklicani, tudi tvorno sodelujemo. Se pravi, da sodelujemo pri pripravi zakonskih aktov, ki se dotikajo naših področji. Veterinarji delujemo na zelo široki paleti. Pravzaprav nas lahko najdete ne samo pri zdravljenju živali, ampak je današnja veterina in posredno člani veterinarske zbornice razpeti med zelo široka področja od vzgoje pa do neposredno praktičnega dela. Če pa bi to strnili v en stavek, skrbimo za zdravje živali, posredno ljudi in tudi za zdravje okolja. Veterinarska zbornica je vključena v mednarodne povezave. Naša zbornica je članica Evropske federacije veterinarjev. Tista Evropska zbornica je mogoče še malo bolj široko organizirana, kajti člani naše zbornice veterinarske niso veterinarski inšpektori, se pravi upravni del veterine ni vključen v našo zbornico, medtem ko na evropskem nivoju. Še, upajmo, da bomo tudi to. Potem je pa Evropska zbornica ima sekcijo praktikov, potem ima sekcijo, ki se ukvarja z higieno živil, potem ima sekcijo, ki se ukvarja z izobraževanjem in potem ta sekcija, v kateri sva rekla, da so nadzorniki oziroma inšpektorji. Potem je naša zbornica članica tudi Višegrajske skupine, to so države vzhodnega dela Evrope,
ki se povezujemo. Zakaj vam to pripovedujem? Ker se 2-krat na leto dobivamo enkrat v eni članici te Višegrajske skupine, enkrat se pa dobimo v Višegradu, odkoder je tudi ime te skupine. Ta srečanja so predvsem strokovna, povezovalna in nam zelo koristijo, ker tudi pri našem delu, pri srečevanju z problemi, izzivi, potrebujemo mnenja in izkušnje drugih kolegov. Potem na Evropski zbornici je pa prav tak model, da se enkrat na leto ta zbornica sestane v Bruslju, enkrat na leto se pa sestane v eni izmed držav članic. Kje je veterinarska zbornica danes? Kot sem vam že prej povedal, pokrivamo zelo veliko področji, delujemo v skladu z evropsko in slovensko zakonodajo, srečujemo se z bistveno drugačnimi problemi, kot smo se srečevali 10, 20, 30 let nazaj. Stroka se razvija, veliko znanja je tukaj, veliko izkušenj je tukaj, veliko je pa tudi opreme za to, da lahko lovimo korak z razvojem, ki je tudi drugod na zahodu. Na kakšnem področju lahko tudi kakšen korak naprej, na kakšnem področju pa tudi ne. Kaj so pa izzivi naše zbornice? Nekatere stvari smo že mislili, da se nam ne bodo več dogajale, pa da jih ne bomo več srečali, ampak nas narava vedno znova preseneti in se nam pojavljajo, na srečo še ne pri nas, ampak se pojavljajo izbruhi kužnih bolezni, na katere moramo biti pripravljeni. Pa za nas veterinarje to niti ni takšen izziv, ker mi smo šolani za to. Trenutno se ukvarjamo z implementacijo biovarnosti, kar je eden izmed zelo pomembnih dejavnikov za to, da nam v naše delovna področja kužne bolezni ne morejo. Mogoče je en problem, ki ga bi bilo vredno izpostaviti, je ta, da pač smo 2-milijonski narod in da smo majhen trg in nas zaradi tega velikokrat multinacionalke, kar se tiče preskrbe z zdravili, obidejo, ker enostavno tukaj ne vidijo ekonomskega vidika. Mi vam zagotavljamo, da bomo še naprej skrbeli za živali, posredno tudi za varnost prehranske verige, kar pomeni, da je tukaj odzadaj zdravje ljudi, ker velikokrat se pozablja, da mi delimo življenjski prostor z našimi živalmi in je potrebno tudi skrbeti za zdravje teh živali, ker se kakšne stvari lahko prenašajo tudi na človeka. Posredno, preko prvega in drugega, pa skrbimo tudi za okolje. Hvala lepa. Zdaj bi pa prosil predsednika Praktiko. Hvala za besedo, gospod predsednik. Lep dober dan tudi vsem v mojem imenu. Pomemben segment, tako kot je že predsednik poudaril, veterinarske stroke predstavljamo tako imenovani veterinarji praktiki, ki smo združeni v svoji sekciji znotraj veterinarske zbornice in izvajamo veterinarske storitve pri živih živalih v Republiki Sloveniji na podlagi koncesij za izvajanje javne veterinarske službe. Po zadnjih podatkih štejemo 883 članov, doktorjev veterinarske medicine z veterinarsko licenco in delujemo v okviru 140 veterinarskih organizacij. Nekatere od teh imajo tudi svoje poslovne enote in skupaj z vsemi temi deluje danes v Sloveniji 176 veterinarskih organizacij. Večina od teh je tako imenovanih mešanih praks, torej tistih, ki obravnavajo tako rejne kot družne vrste živali. V zadnjem času narašča trend specializiranih veterinarskih ambulant, bolnic in klinik, ki se ukvarjajo izključno s storitvami za ljubiteljske vrste živali. Teh je trenutno 51, se pravi dobra tretjina,
imamo pa tudi nekaj specializiranih veterinarskih organizacij za posamezne discipline ali pa nekaj veterinarskih organizacij, ki svoje storitve upravljajo izključno za posamezne vrste živali. Velika večina veterinarskih organizacij v Sloveniji je v zasebnih gospodarskih družbah, večina od teh je v lasti zaposlenih veterinarjev, v zadnjih letih pa so po zgledu nekaterih zahodnoevropskih držav nekatere od teh prešle v upravljanje družb za investicije oziroma specialnih investicijskih skladov. Te slednje imajo v Sloveniji danes okoli 11% tržnega deleža. Če na kratko naštejem, s čim vse se veterinarji praktiki v okviru naše vsakodnevne klinične prakse ukvarjamo, moram poudariti, da največjo pozornost namenjamo ukrepom za zagotavljanje dobrobiti živali in ukrepom za preprečevanje trpljenja in bolezni živali. Delujemo v bistvu v smislu bolje preprečiti kot zdraviti. Najbolj poznani smo pa veterinarji v praksi po tem, da ugotavljamo, preprečujemo, lajšamo in pa zdravimo bolezni in poškodbe živali. Razen tega pa veterinarji praktiki tudi označujejo živali, vodijo registre, skrbijo za zdravje in reprodukcijsko sposobnost plemenskih živali, izvajajo ukrepe za preprečevanje neplodnosti in osemenjujejo živali. Veterinarji praktiki svetujemo in izdajamo zdravila in druga veterinarsko-medicinska sredstva imetnikom živali. Čebelarjem izdajamo tudi zdravila za čebele, zagotavljamo nepretrgano veterinarsko dejavnost v smislu v zvezi s terensko diagnostiko kužnih bolezni in pa nudimo neko osnovno nujno veterinarsko pomoč. Nenazadnje promoviramo tudi zdravje živali in zdravje ljudi v smislu koncepta eno zdravje, kot je že predsednik omenil, nekatere bolezni so namreč skupne živalim in ljudem in tem posvečamo še posebej veliko pozornost. Nenazadnje pa pri svojem vsakodnevnem delu tudi promoviramo preudarno uporabo protimikrobnih sredstev in opozarjamo na to, da se žal tudi v veterinarski medicini vse pogosteje soočamo z rezistenco na določena zdravila. V sekciji veterinarjev praktikov se trudimo spodbujati naše člane k povezovanju in sodelovanju ter spoštovanju Evropskega kodeksa veterinarjev praktikov, ki je veljaven v Sloveniji. Z resornim ministrstvom dobro sodelujemo z upravo za veterinarstvo in varstvo rastlin, tudi z veterinarskim inštitutom, tudi pričakujemo, da se bomo poslušali in slišali tudi v bodoče, ter da bomo naše skupno in širše dobro še naprej znali poiskati odgovore tudi na vsa druga odprta vprašanja. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Sem sicer predstavnik sekcije veterinarjev v izobraževanju, raziskovanju, diagnostiki industriji in obenem tudi novi podpredsednik Veterinarske zbornice Slovenije. Veliko fotografije smo že navedli, moja kolega pred mano. Jaz bom skušal biti še krajši in da predvsem zaključim vse skupaj z neko pobudo, zakaj smo veseli in zakaj si želimo, da bi se vedno znova s vami srečevali na podobnih konferencah. Skratka, kontekst predstavitve Svirdi, kot jo krajše imenujemo v naši sekciji, sekcija združuje približno 240 veterinarov v izobraževanju, to so tudi veterinari Nacionalnega veterinarskega inštituta, sem spadajo veterinari iz vojske, policije, zavarovalništvo in pa nenazadnje smo veterinari, ki se ukvarjamo s farmacevtiko. Skratka, vse to, kar praktiki ne počnejo, počne Svirdi, da jim zagotavlja nemoteno delo oziroma podporo v najširšem pomenu te besede. Ne morem mimo dveh besed o študiju veterinarstva v Sloveniji. Gre za 6-letni enoviti študij, kjer letno diplomira približno 60 mladih veterinarjev, kolegov. Imamo in zelo smo ponosni na to, po vseh evropskih standardih verificiran in pa zelo kredibilen študij v Ljubljani.
kot pravim, na to smo lahko iskreno ponosni in obenem v tem kontekstu smo zelo veseli, da lahko pričakujemo v kratkem izgradnjo oziroma dokončanje izgradnje nove veterinarske fakultete na lokaciji Cesta v Mestni Log. Tako da se pravzaprav že veselim, da se mogoče naslednje leto in upam seveda vidimo na otvoritvi nove veterinarske fakultete. V okviru veterinarske fakultete deluje Nacionalni veterinarski inštitut, to je pomemben podatek. Gre za neodvisno organizacijo, ki jo na zahtevo Evropske skupnosti, ki mora biti pravzaprav organizirana na zahtevo Evropske skupnosti. Nacionalni veterinarski inštitut so strokovnjaki veterinarske stroke, ki zagotavljajo hitro in pa ažurno diagnostiko v primeru izbruha nalezljivih bolezni. Skratka, to je tisti organ, ki zagotavlja, da v Sloveniji v najkrajšem možnem času vemo, ali imamo torej res večjo nevarnost, ali gre za potrditev suma neke kužne bolezni, ali je pa pač ta sum uvržen. Poleg, kot je že omenjeno, v Svirdi si prizadevamo, in to je seveda zanimivo tudi v kontekstu današnjega dogajanja, da poleg kolegov, ki delujejo v policiji in vojski, povabimo v naše vrste tudi kolegice in kolege upravnega dela veterinarstva, predvsem s tem mislim inšpektorje, ki so zadolženi za nadzor živil živalskega izvora. Skratka, zbornica si želi biti organizacija, kjer so na voljo pravzaprav vse informacije, ali pa bi bile na voljo vse informacije in to kredibilne informacije z področja veterinarske stroke. Pomemben del, mimo katerega ne morem, je seveda zagotavljanje kvalitetnih oziroma kakovostnih in pa nemotene preskrbe z zdravili. In naj bo tudi moj zaključek v tem kontekstu, torej zaključek v smislu vizije, ki jo ima zbornica, in sicer naj povzamem, primarna naloga veterinarske zbornice oziroma veterinarske stroke, je zdravljenje živali in pa javno zdravje. Prizadevamo se za zagotavljanje visoke ravni zdravja živali ter preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, ki lahko vplivajo tudi na zdravje ljudi. Seveda govorimo v tem kontekstu zoonoze. Izpostavil bi izvajanje strogih ukrepov za preprečevanje bolezni in kot so trenutno znana žarišča v okolici Slovenije, afriška prašičja kuga, aviarna influenca, bolezni modrikastega jezika, kuga drobnice in pa tudi nenazadnje stekline, okoli katere vemo vsi, da gre za smrtno bolezen, ko pride in za pomembno zoonozo in pa za smrtno bolezen, ko se enkrat pojavijo znaki, tako pri ljudeh kot pri živalih, in pravzaprav je bila preventiva stekline skoraj da ogrožena v začetku tega leta. O tem mogoče lahko tudi kasneje kakšno besedo. Zelo pomembno je varstvo potrošnikov in varnost hrane. Veterinarji smo ključni pri nadzoru kakovosti živil in proizvodov živalskega izvora. Pomemben vidik, ki ga želimo poudarjati in v kontekstu katerega bi želeli komunicirati, je zmanjšanje uporabe antibiotikov. Evropska skupnost je jasna, antibiotiki v veterinarski veterini čim manj ali pa praktično nič. In lahko rečem, da je slika v Sloveniji vzorna. Mislim, da smo vodilni po zmanjšanju uporabe antibiotikov v veterini in z gotovostjo lahko trdim, da veterinarji nismo razlog za rezistenco, tako imenovano rezistenco protimikrobnih snovi, s katero se v veliki meri srečuje humana medicina v zadnjem času. Zelo pomemben in hitro razvijajoč del naših aktivnosti je trajnost in pa dobrobit živali. Veterinarska zbornica si prizadeva za trajnostno in etično ravnanje z živalmi, podpiramo pa vse politike, ki kakorkoli spodbujajo dobrobit živali in pač trajnostno kmetijstvo.
Ne nazadnje, ne morem mimo dejstva, da je izobraževanje in usposabljanje kot del kontinuiranega izobraževanja, torej to je definitivno ključnega pomena za vzdrževanje nekega kakovostnega nivoja izvajanja naše stroke v Republiki Sloveniji. Zakaj to vse naštevam in kaj je moja misel? Navedena področja naše stroke so teme, kjer se kot stanovska organizacija lahko zavežemo za strokovno in neodvisno komuniciranje z zainteresiranimi javnostmi. In to je tudi prvi namen tega našega dogodka danes. Najbolj ta tiskovna konferenca, naša pobuda za korektno in pa strokovno komuniciranje z vami, spoštovani mediji, so v interesu zaveščanja in pa korektnega obveščanja širše javnosti.